Drugi del poklicne mature 2019, spomladanski rok, druga naloga v drugem delu. Se pravi, lahko jo izberemo, lahko ne. Izgleda že neka taka kompleksna naloga. Iz sivih in črnih ploščic kvadratne oblike sestavljamo mozaik. V prvem koraku postavimo eno sivo ploščico, v drugem dodamo 3 črne in tako naprej, kakor je prikazano na sliki. Potem je treba izračunati, koliko ploščic dodamo v 5. koraku, koliko v 20. in koliko v n-tem koraku. No, ker imamo nek n-ti korak oziroma nekaj takega, potem nam malo namig, da bo to neko zaporedje. Se pravi, v prvem koraku imamo eno ploščico. V drugem koraku imamo 4 ploščice. V tretjem koraku jih imamo 9 ploščic. V četrtem koraku imamo pa 4 krat 4, 16 ploščic. Oziroma, ja, to imamo, vendar bomo mogli, koliko jih dodamo, to bo. Se pravi, koliko jih dodamo v 5., koliko v 20. Se pravi, tukaj v prvem koraku dodamo eno ploščico, v drugem 3 ploščice, v tretjem koraku 5 ploščic, v četrtem koraku 7 ploščic, ja, tako bo bolje, ne? Koliko jih dodamo, je beseda, ki nam mora nekaj povedati. Tako da, res jih imamo tam 1, 4, 9, 16, ampak to je logično, ne, ker so v kvadratni obliki. Okej. No, in zdaj imamo zaporedje. Vedno znova dodamo za +2 več ploščici. Okej. Tako da zdaj bi lahko rekli, to bi bilo aritmetično zaporedje. Diferenca je toliko, ko vedno znova dodamo. Se pravi, diferenca v tem zaporedju je 2. Prvi člen, ki ga pa imamo, je pa 1. In kako zdaj dobimo prvi člen? Kjer je 5. člen? Ja, vzamemo 5. člen, dobimo tako, da A1 prištejemo 4D. Se pravi, A5 je zdaj 1 plus 4 krat 2. 4 krat 2 je 8 plus 1 je 9. A5 je torej 9. Pa kjer ga še rabimo? V 20. koraku. Se pravi, A20 je pa A1 plus 19D-jev, ne? 19 krat moramo iti do 20. člena. Se pravi, to je 1 plus 19 krat 2. 1 plus 19 krat 2 je pa 38 in je skupaj 39. Se pravi, v 20. koraku dodamo 39. Kaj pa v n-tem koraku? Ja, prvi člen, ne, plus za 1 manj, kot je n-ti člen, ne, če je bilo 5, je bilo to 4, če je 20, je 19, pa krat d. In zdaj vstavimo, kaj poznamo. Prvi člen plus n minus 1 krat 2. Malo še polepotičite izraz, to je 1 plus 2n minus 2. A n je 2n minus 1. To je pa v n-tem koraku. In na maturi bi bilo fino, da to odgovorite z celim stavkom. N-ti korak. Tule imamo 20. korak. Tule pa 5. korak. Vsaj nekaj takelega nakrcajte, a ne, da se bo vedelo. Okej. A ne boste verjeli, da že imamo 6 točk? Super. Če bi vam tukaj zmanjkalo, v 5. koraku lahko na pamet izračunate tako, da kar štejete. V 20. pa tudi. Točka je točka, glejte, če jo ne znate izračunati po formuli, pa po handgetrip, ali kako reče to po nemško, v glavnem peš.
kar na delo. Ok, vse ploščice, ki so v mozaiku po 4. koraku in pred 5. korakom. Glejte sliko mozaik po 4. koraku. Aha, tole sliko bomo zdaj gledali. Damo v prazno škatlo. Iz škatle naključno hkrati izvlečemo 3 ploščice. Izračunajte verjetnost, da smo izvlekli 3 črne ploščice. Ok. Kako pa zdaj to, ne? Mi imamo, dajmo prešteti, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sivih. 6 sivih, pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 črnih, ne? In zdaj mi sežemo noter in hkrati, to je pomembno, hkrati, ne zaporedno, hkrati. Kadar mi na slepo hkrati zberemo, so to kombinacije. No, in zdaj hkrati izvlečemo 3 ploščice. Kakšna je zdaj verjetnost, da smo izvlekli 3 črne ploščice? Se pravi, vse kombinacije nas zanimajo. Zdaj pa, ne kakšna je verjetnost, ampak pač koliko je vseh kombinacij, tako moram reči, da vas ne bom zdaj zavajala. Imamo 16 skupaj ploščic in mi vlečemo 3. To so vse kombinacije, katere lahko dobimo, ne. Imamo 16, vlečemo ven 3, nekaj dobimo. Zdaj pa, kaj pa je ugodnih kombinacij, ne, kako bi rekli, dobrih kombinacij? Ugodne. Ja, ugodne so pa tako, da mi lahko povlečemo samo črne. Črnih je 10, ne, se pravi, od 10 moramo izvleči 3 črne. Ni druge, ker ne smemo imeti sivih. Se pravi, vse kombinacije, ki jih lahko dobimo iz te vreče ven na slepo, je od 16 vlečemo 3. Hkrati, zato so kombinacije. Dobre kombinacije so pa od 10 črnih, moramo vse 3 ven povleči črne. Koliko je zdaj pa to možnosti, ne? No, zdaj pa tole ne bomo več rabili. Pa bom jaz tole na hitro zbrisala. Kakšna je zdaj verjetnost, ne? Verjetnost dogodka, da izvlečemo 3 črne ploščice, verjetnost tega dogodka, ne, je število dobrih s številom vseh. Se pravi, zdaj je verjetnost 10 nad 3 vlomljeno z 16 nad 3. Zdaj pa to imate v kalkulatorju, to so kombinacije, takle piše C, samo da najdem. NCR. N, ne, C pa R noter vstavite, recimo 10, tista tipka, pa 3. Ali pa, če naredite po formuli. Tako, pa dajmo to zdaj v kalkulator. 10, pa tista tipka NCR, 3 in je enako. In pride 120. Potem damo pa 16, pa tista tipka, jaz jo imam nadeljeno, tako da moram s shiftom. 3, pa pride 560. Zdaj pa tole lahko pokrajšamo, oziroma pravzaprav se ne bomo nič s tem kaj ubadali, 120 bomo delili z 560 in dobimo 0,21. Pravi, to bi bila naša verjetnost. Verjetnost, da smo izvlekli 3 črne, bi bila 21% oziroma 0,21. Mogoče še samo tole, preden gremo pogledat rešitve. Se pravi, kako se pa to naredi, če ne znate na kalkulator.
10/3 bomo poskusili rešiti. Se pravi takole, če imate, opala, n nad r, potem je to n fakulteta, pol pa r fakulteta vlomljeno z n minus r fakulteta. In zdaj imamo pa tole, to vstavimo v ta naš zadevo, to je 10 fakulteta vlomljeno z 3 fakulteta vlomljeno z 10 minus 3, 7 fakulteta. 10 fakulteta lahko napišemo kot 10 krat 9 krat 8 krat 7 fakulteta, 3 fakulteta pa 7 fakulteta. Tele se nam pokrajšajo in zdaj dobimo 10 krat 9 krat 8 je 720, deljeno z 6 in držimo pesti, da vas nisem zavedla, je res 120. Zdaj sem zelo vesela, da se je to tako odpeljalo, ne. Evo, to smo pa še malo ponovili, kako se pa peš izračunajo te kombinacije, a ne, če slučajno nimate kalkulatorja. Okej, mogoče bomo enkrat to še na kalkulator. Bom si dala v misli ali pa v komentar povejte, ne, če rabite še kako dodatno razlago, zakaj. Okej. To je to, še pa zadnja naloga nam ostane, pa smo. Pravzaprav moramo pogledati še tole, kako se že reče, rešitve, ne, da vas nisem kje zavedla. Zdaj pa nimam več, mislim, da smo res dobili 9 člen pa 39. Splošni člen je bil 2n minus 1, ne. Potem ugodnih izidov, a se reče ugodni, sem že malo pozabila, 10 od 3, pa vseh izidov 16 nad 3, 560 in potem res delež vsega tega 0,21. Jaz odkrito povedano ne vem, če bi si to nalogo zbrala, ker imam rajši funkcije. To so mi bolj povšeči, ampak za tiste, ki pa dobro to znate, pa niti ni ne vem kako težko. Odločite se. To je konec. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal tule. In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.